Moje življenje. Moje življenje ni bilo enostavno, pa zelo sem ponosen na to, kaj sem doživel. Sem poslan na ta svet kot vsi na tem svetu. In ko sem se rodil, kot vsi na svetu, ko smo se rodili, vsi dobimo na svoj hrbet težki križ. Križ, ki ga moramo prenesti skozi življenje. Niti en človek na svetu nima istega križa, to se pravi, imamo čisto vsak svojo pot. Jaz sem doživel kar težko stvar, vem, da so še ljudje, ko so še hujše stvari doživeli, samo zdaj, dosti ljudi obupa na tem. Jaz sem doživel tako stvar, skočil sem na svojega sina. Kar je to, ene samo sapamo zapre ali pa ne reče, pa ne, vse se ne moreš o tem pogovarjati, ni res. Ali pa tudi drugi ljudje, ko doživijo take tragedije, obupajo vsem od tja. Nikoli v življenju ne smemo obupati. Začel sem motocross voziti, se mi je rodil prvi sin, neverjeten, Žan. S tem se je to začelo. On je skakal, me čakal, jaz sem delal, on me čakal, ko sem prišel iz službe, me čakal za vratami, gledal pod pravom, kdaj bom prišel, sem bil utrujen, kolikor sem ga skregal, da se zdaj spomnim, vse mi je žal, ampak tako je bilo, on je za vratom meni sedel, Bog ne da bi jaz šel na motor, da jaz en krog malo naredil z njim. Prišel do tega, da je pač prišel tako, kak je prišlo, ni bil tu zato noben kriv, ne. Ko so to potem meni obsojali, pa mamo, noben za to ni kriv. To je Božja stvar in to nas Bog preizkuša, koliko smo mi močni. To je res velika preizkušnja, ne. Zato bom pa rekel, večjo preizkušnjo nam naloži na hrbet, bolj bi mogli biti ponosni. Čeprav je to čudno, ne, ker vsi ljudje se vprašamo, ne, ko rečejo, kje pa je zdaj Bog, lej, ti si pošten, pa si nikoli nisi nobeno nič naredil, pa se ti taka stvar zgodila. Zato, ker ljudje ne razumejo, zato, ker mislijo, da če si ti dober, da kar čakaj, kaj bo zdaj ti vse dobo, kaj ti bo letelo, ni to že, še moreš, pa še te preizkuša. Jaz ga danes še vidim, on ni letel čez progo, on se je postavil, on mi je prej se poslavljal po progi. To se pravi, mi smo bili sami, noben ni vozil na progi, on se meni, jaz sem ga mogel pa spremljati, okoli po progi. Se je poslavljal, to se pravi, kak sem malo stran pogledal, on me je svet zopet pogledal, jaz sem ga spremljal ga. In on je hodil školno okoli po progi, nazadnje se je pa postavil na skakalnico, pa meni za naprej govoril, samo to sem jaz potem vse študiral, za naprej govoril, kao, ati, pa star je bil 3 leta, ne, še dobro ne govori, ampak to je bilo tako, stal je pa na skakalnici. Jaz sem pa vse oblačil, sem pol mislil, pa noben ni bil na progi, ker smo bili sami. In ati, tu je vodika, tu je to, ko da je, samo to sem jaz potem vse povezoval, ne, da v bistvu on meni govoril, da jaz ne smem pustiti motocrossa. Kaj bo, da on meni trener za naprej, ne, ker v bistvu, kaj se pol zgodilo, ne, ampak to je bilo tik prej, ne, ati, tu moraš paziti, tu je vodika, to, tak, in res, ne, pol pa zadnja beseda vlava, ati, tu moraš veš skočiti. On je povedal, kaj se bo zgodilo. Zato pa to ljudje niso vedeli, pa so eno bilo, to sem pa delal, lahko marsikaj se pogovarjati, ampak tak je v resnici, v bistvu, on meni povedal, in to je bilo, in jaz sem šel res, on se je postavil, on je stal tak. On je stal tak, jaz sem preletel, on ni bil v korake, ni bil nič pod skokom. Tada, tudi takrat, pol sem jaz šel tiste motorje pobirati, že to je čudež, sam sebo sem se kregal. Kaj zdaj jaz to delam, kaj zdaj to te motorje pobiram, če sem povozil svojih sinov, ampak takrat je bil on že v bistvu, je bil že umrl. Jaz sem pol to šel naprej, pa sem tiste motorje dmul, pa sem šel, pa potem čez en teden smo želeli iti na motor. In meni so brat, pa vsi menili za norega, so rekli, kaj ste tebi zmešal, so rekli, jaz bi rad šel na dirku. In to vem, da nisem ja, on bil to, na kak način je bilo, 100% je bil, ker vem, da nekdo skozi me nekaj. In to je bilo za ljudi nekaj nepomembnega. Potem čez en mesec sem šel kombija kupiti za motocross. In takrat so meni ljudje, to hočem povedati, ljudje čudno gledali, pa v bistvu noben me ni htel pogledati, niso me pozdravljali, vsi so se me izogibali, kao da sem jaz, ne, v bistvu sem pa pravi, bil vse pravim. Zdaj bom pa tako povedal, ne, če bi jaz takrat naredil samomor, če bi se zapil, če bi se zadrugiral, ali pa bilo kaj, te bi bilo to za ljudi normalno. Zato pa ljudje narobe, to je vse narobe. To se pravi, vsi narobe mislimo. Glih kontra je vse. Zato, ker sem jaz bil tako močen, zato, ker sem jaz to sprejel,
je v bistvu prava pot tega. Obupati, to je najte zadnje, to Bog ne tolerira, to takrat, zato pa glih to. To naše življenje je šola in ta šola v končni fazi šteje.